Visoke grede so na naših vrtovih že prav pogoste. Prostor na njih je omejen, zato je prav, da ga čim bolje izkoristimo. Brez načrta pa ne gre. Pri nas je na zadnji strani mreža, ki služi oporo rastlinam. Vzadaj je bambus, ki jih ščiti pred vetrom. Zato bom posadila na eno stran kumarice, ki se bodo vzpenjale, na drugo stran pa malabar špinačo. Malabar špinača je ena taka krasna, močna plezalka, ki ima zelene liste z vijoličnim robom, potem naredi take nežne roza cvetove in ima temno vijolične plodove. Odlična za dekoracijo in mesnati listi za uporabo v kuhinji. Na vsako stran bom dala zelišča, tam je tagetes, tukaj je ognjič. Spredaj bom pa posadila rastline, ki bodo rasle navzdol. Na tej strani bodo viseče jagode, to je sorta, ki ima še obenem dekorativne cvetove. Vmes bo pisani timijan, tudi z nežnimi cvetovi. Na tej strani pa bučka, ki ima živo rumene podolgovate plodove, torej tudi za dekoracijo. Tukaj zraven bo pa kapucinka, ker sem jo zdaj komaj posejala, bo tečas jo nadomestil mačji rep, odlična prva pomoč na našem vrtu. Vmes bodo pa rastle na tej strani izmenjaje rdeča pesa, solata romansa in sadike belokrajinske čebulice. Na tej strani pa romanska solata, kolerabica in nekaj čebulčkov, ki mi jih je ostalo, ko sem že sadila na vrtu. To je ptujska rdeča. Ker je na led muhe mimo, bo zdaj čisto varna za posaditev. Želim vam veliko veselja ob načrtovanju. Naj bo čim bolj pestra zasaditev, ne pozabite na začimbe in rožice. Naj bodo rastline, ki so večje od zadaj in nižje spredaj, da bo za vse dovolj sončka. In če imate še kakšna vprašanja, vam bom z veseljem odgovorila v komentarjih.